Torej smo nekje v zaključni fazi tega prvega mednarodnega festivala smeha brez razloga. Priprav je bilo kar nekaj, kakšni so občutki poleg utrujenosti? Jaz moram reči, da sem zelo zadovoljna, da se je ta festival razvil do take mere, kot smo videli. Bilo je kar nekaj ljudi, obiskovalcev, nekaj ljudi, ki so prišli prvič, udeleženci, nastopajoči, skratka vse se je dogajalo po enem planu, ki je bil, ne vem, predviden po nekem čisto drugem načrtu. Kakšen pa je pravzaprav namen takšnega festivala? Namen tega festivala danes in v Ljubljani je bil v bistvu spodbuditi ljudi k smehu in pa ne samo to, tudi smeh in koristi smeha prikazati iz te strokovne plati. Kako je dobro, da se smejemo, tako za starejše, tako v službi, tako za otroke. Skratka, glavni namen festivala je bil tudi orisati oziroma osvetliti smeh skozi znanstven pristop. In prav teh, da rečeva, strokovnih sodelavcev, če jih lahko zdaj že skoraj tako imenujeva, je bilo kar nekaj in kar je spodbudno prav iz medicinskih vrst. Mene je to zelo presenetilo, da so se v bistvu vsi ljudje tako pozitivno odzvali, predvsem bi poudarila dr. Nataša Potočnik-Dajčman. Ona je prvič se srečala z smehom na tak način, vendar je rojen talent za smeh in dejansko skozi njeno prezentacijo smo videli, kako pomemben je smeh in kaj vse skozi smeh se dejansko za našo duševnostjo dogaja. Naslednja stvar je naša Špela Stangler-Herodeš, ki se ukvarja z genetiko, nam je predstavila tudi ta pristop oziroma ta vidik, kako je smeh odvisen tudi od naših genov, kako ga spodbujati. Jaz sem bila blazno presenečena nad takšnim odzivom teh strokovnjakov. Prav tako delovna terapevtka iz doma upokojencev, potem smo imeli tudi učiteljico iz osnovne šole, žal iz podjetja se niso udeležili, ampak imeli so pripravljeno tudi čudovito prezentacijo, kako je vpliv smeha povezal njihov delovni kolektiv. Tudi vi se strokovno ukvarjate s tem področjem. Kako daleč je vaša magistrska naloga ali je zdaj nekoliko morala počakati? Ja, moja magistrska naloga je sedaj stala. Edino, kaj sem delala, je to, da sem izbrskala te strokovne članke, kaj dajejo vedno večjo kompetenco meni in tudi jaz naprej potem tudi drugim ljudem glede smeha. Zdaj pa zagotovo sem prepričana, da jo bom čez poletje naredila in v glavnem magistrirala iz tega področja, kajti delam magistrsko nalogo iz področja smeha in joge smeha. No in seveda bomo tudi naše gledalce morda seznanili s kakšnimi novimi spoznanji, ki bodo zdajle podkrepljeni pa tudi s prakso. Tako, jaz sem prepričana, da bo raziskava, ki se pripravlja tudi skozi magistrsko nalogo, prepričala marsikoga, koliko je smeh koristen, pa tudi imeli bomo prvo eno takšno raziskavo tukaj na slovenskem prostoru. No, kar je posebej lepo in spodbudno, seveda ne bi bil to mednarodni festival, ukolikor se ne bi udeležil kar avtobus naših smejočih prijateljev iz Amerike, Avstrije, ne vem odkod vse, in tudi naši čudoviti sogovorniki so tokrat. Zakaj prav ti? Skratka, v bistvu to je bilo eno naključje, kjer smo se družili na izobraževanju za učitelje joge smeha v Švici in tam smo se spoznali. In eno leto nazaj smo kreirali ideje o tem projektu in te so se manifestirale in iz tega razloga danes tukaj je bil tudi Jeffrey, Alex, skratka kolegi iz Avstrije in seveda vsi prečudoviti vaditelji joge smeha tukaj v Sloveniji, med katerimi si tudi ti, in pa vsi člani kluba mariborskega, ki so tako predano in suvereno pomagali pri vsem tem projektu. In če imamo nekaj statističnih podatkov, koliko je danes že teh brezplačnih klubov ali so zdajle ravno nekje v ustanavljanju, torej koliko je vaditeljev, koliko je nekje aktivnih, ki obiskujejo te klube, imamo te podatke? Ja, jaz imam teh nekaj podatkov. V Sloveniji je izobraženih nekje približno 150 vaditeljev joge smeha. Vendar aktivno, kolikor jaz vem, se ukvarja maksimalno morda 10 do 15.
tisti, ki vodijo te brezplačne klube, vem zagotovo, nekaj takšnih, ki delajo tudi mogoče nekje zase, pa ne vemo zanje. Tako da procent izobraženih glede na tiste, ki delujejo, je zelo majhen. In moj namen tega festivala tudi je bil ta, da se najde potreba, da bi in šole, in delovne institucije, in zdravstvo potrebovali takšne kadre. Ja, čudovito in tudi zanimivo je in posebej spodbudno, da se prav ti strokovni kadri na drugih področjih vse bolj zanimajo tudi, da v svoje delo vključujejo jogo smeha. Ja, marsikdo je videl, da resnost ne pripelje nikamor, ker kadarkoli smo resni, nismo kreativni, smo zagrenjeni, smo bolj bolani, tako da tista podjetja oziroma delovne organizacije, ki se zavedajo, kako pomemben je smeh in tudi šola, uvajajo v svoje izobraževanja, v svoje delovanje, delo tudi te koncepte iz smejalnih vaj, tako da je veliko lažje tudi živeti njim. Toliko za tokratno oddajo, v prihodnji že pripravljava izjave tudi naših kolegov, ki so prišli iz drugih dežel. Seveda pa se veselimo že naslednjega festivala joge smeha brez razloga in pa morda kakšnega avtobusa, s katerim se bomo mi popeljali ven in pokazali, kaj znamo. Res je. V moji glavi je idej kar nekaj, tako da za naslednje leto sem si jaz zamislila, da bi bilo super narediti drugi mednarodni festival smeha, ki bi bil posebej strokovni del in posebej zabavni del. In pa seveda ideja avtobusa, smejočega avtobusa iz Slovenije ven, da bomo širili ta naš smeh po drugih deželah sveta, pa mislim, da se bo kmalu začel uresničevati. Morda za začetek, za generalko, naredimo tak avtobus po Sloveniji. Točno to. Za začetek morda res poleti ali jeseni se obiščemo klubi med seboj. Čudovito. Ok, hvala lepa.